Lep pozdrav! Kako vi vidite varčevalne ukrepe, ki se nekako najavljajo? To mislite v povezavi s poslanci, s tako imenovanimi privilegiji? Ja, znano mi je to, kar je predlagal dr. Gantar, predsednik Državnega zbora. Uradnega predloga sicer še nimamo, tako da v njem težko tudi uradno spregovorim, ker tudi nimam stališča poslanske skupine. Lahko pa rečem, da potem, kar vem, da je to korak, ki sledi vzgledu predsednika vlade, ki bi za en plačilni razred zmanjšal plače poslankam in poslancem, in menim, da bi ta zakon lahko dobil podporo v poslanski skupini Socialnih demokratov. Sam osebno pa menim, da bi se lahko v izogib spremembi zakonodaje in postopkov, ki ga seveda sprememba zakonodaje terja, lahko odločili, da bi po izračunu, kaj to pomeni za posamezno poslanko in poslanca, lahko poslanke in poslanci ta sredstva namenili humanitarnim organizacijam, dobrodelnim organizacijam z enostavno s tem postopkom, ki je predpisan z administrativno prepovedjo pri izplačilu plače, in v tej višini dejansko ta sredstva tudi namenili ljudem, ki so te pomoči dejansko tudi potrebni. Vedno več je pisem v poslansko skupino in tudi poslankam in poslancem raznih organizacij, društev, ki prosijo za pomoč, prosijo pa zaradi tega, ker so se znašli v finančnih težavah, ker je ljudi, ki so pomoči potrebni, vedno več. Na ta način bi, po moji oceni, poslanke in poslanci zelo hitro in učinkovito pomagali ljudem, ne samo tako, da bi dajali vzgled vsem ostalim, morda zaposlenim v javni upravi ali širše, ampak bi dejansko ljudem tudi pomagali. Ampak danes je, na primer, samostojni poslanec gospod Franc Pukšič podal nek predlog, da bi se vsem poslancem znižale plače oziroma se postavile v 55. plačni razred. Iz tega naslova bi tisto vse, kar bi ostalo, nekako se naredil nek sklad za pomoč tistim študentom in učencem, katerih starši bi izgubili službe. Bi vi tak predlog podprli? Gre za verjetno dober namen poslanca gospoda Pukšiča. Sam namen kasnejše izvedbe te pomoči podrobne ne poznam, ampak to, kar ste dejali, je verjetno sprejemljivo. Vprašanje pa je, če smo v tem trenutku pripravljeni na to, da bi ponovno uvajali uravnilovko tudi v, recimo, Državnem zboru. Določene razlike med poslankami in poslanci so, razporejeni smo v različne plačilne razrede in zato mi je predlog, ki ga predlaga predsednik Državnega zbora, nekoliko bližji. Zanima me, ali vi kdaj opazite rože, ki so v Državnem zboru? Ja, lahko rečem, da jih opazim. Zdaj rože takrat, ko imamo v gosteh tuje delegacije, so verjetno primerne. Zdaj, cenovni obseg tega težko opredelim, ker teh zadev ne poznam. Prepričan pa sem, da sveže rezano cvetje za interne potrebe Državnega zbora, zato da si okrasimo pisarne in podobno, seveda niso potrebne, ali pa morda v obsegu, ki je manjši od tega, kar je bilo povedano v preteklih dneh. Jih boste pogrešali, če jih ne bo nekako tako, če jih vidite samo občasno, jih tudi verjetno ne boste pogrešali zelo, ne? Ne, rože verjetno v tem primeru ne bi pogrešal, če pa bi jih zelo pogrešal, jaz jih sicer nimam sveže rezanega cvetja, če bi pa pogrešal, pa poznam kar nekaj cvetličarn, kjer se te rože dajo kupiti. Ampak zdaj, če pogledamo po vaši pisarni, tukaj res nimate rezanega cvetja, imate seveda neke rože, ki so bolj trajnice, recimo temu, ne? Kdo jih pa zaliva? Ljudje, ki hodijo zalivati te rože, seveda ne povprašujem, odkot prihajajo, in tega tudi ne vem. No, jaz mislim, da je všteto v ceno tudi zalivanje rož v Državnem zboru, v ceno teh rezanih cvetij, ne, v tej številki. Pa me zdaj zanima, se vam zdi, da potem bodo te rože, ki so bolj trajnice, ne, zgubile svoje zalivalce, jih boste zalivali vi sami? Ne bodo zgubile, ker rože, te, ki so, kot vidite,
niso ravno rode, s katerimi bi se lahko človek pohvalil, bodo pa zanesljivo v moji pisarni preživele, če bodo tu ostale, zaradi tega, ker jih bom v tem primeru sam zalil. Hvala.